Koseze so bile nekdaj vas na obrobju Ljubljane. Po letu 1970 pa je tam začela nastajati gosto naseljena soseska, prepoznavna po terasastih blokih. Arhitekt Viktor Pust jih je zasnoval kot vzpetine, ki se proti vrhu ožijo, vsakemu stanovanju pa je namenil tudi zunanji prostor, široko teraso v nadstropjih in vrt v pritličju. Mladi par si je želel ustvariti dom v enem od teh stanovanj. Kako ga uspešno prenoviti, da ne bodo živeli ujeti v 70-ih letih? V bogato ozelenjenem ljubljanskem naselju si bomo ogledali prenovo atrijskega stanovanja. V njem se mlada družina danes počuti tako dobro, kot da bi živeli v svoji hiški na obrobju mesta. Gospa Plevnik, ko pridem v tole stanovanje, tudi če ne bi naredil predpriprave, bi najprej pomislil, tukaj noter živijo mladi, dinamični ljudje. Kako mlado in dinamično pa je bilo to stanovanje, preden ste ga prenovili? Ja, res je, razlika je resnično očitna, saj gre za stanovanje iz konca 80-ih let in vemo, da je pri investitorju bila velika razlika v tem, da je bilo stanovanje njemu zelo poznano, kajti nekoč so bivali tudi njihovi starši in o tem je, bom rekla, poznal vsak kotiček v njem in je imel zelo specifične oziroma konkretne želje. In vse te želje je bilo treba absolutno zdaj umestiti in to bi bila je bila moja naloga narediti realizacijo, da ukomponiram vse želje in pa da bo investitor resnično zadovoljen z končnim produktom, kar je bil pa seveda moj velik izziv. In katere so bile te glavne spremembe, ki jih je stanovanje doživelo od tiste prvotne podobe? Ja, ključna sprememba je bila ta, gre za stanovanje slabih 90 kvadratov. In ko smo pri samem vstopu noter, ko si vstopil v stanovanje, je pred sabo si videl kuhinjo. In to je v bistvu glavna pozicija bila, da smo spremenili in odprli prostor. V tem času vemo, kar je pač najbolj pomembno, vse nas zanima odprtost. To pomeni, da združimo kuhinjo, dnevno sobo z jedilnico in pa v tem primeru, kar je, bom rekla, velika prioriteta, prednost tega stanovanja, oaza oziroma vrt, atrij, ki se, bom rekla, v povezovanju z dnevno sobo in pa z zimskim vrtom nadaljuje. Vidi se, da je velik poudarek na ambientalni svetlobi, ki doda neko posebno eleganco. To ni naključje, ne? Ne, definitivno ni. To je v bistvu bila naša prva točka, ker je stanovanje, bom rekla, pritlično. To pomeni, da ne gre za neko višino, ki bi bila na razpolago in je bilo treba vse inštalacije in vse skriti in pričarati z ambientalno razsvetljavo optimalno ta prostor, ki zažari in ga v bistvu ga optično povečaš. In to je bil namen tega, da vidite po celem stanovanju, da so stropovi spuščeni in pa z indirektno obodvoje kombinacijo razsvetlitve. Tale velika panoramska steklena stena, kjer je zdaj neke vrste zimski vrt, ne? Kaj je bilo prej tukaj? Ja, stanovanje je podaljšano, to pomeni iz 80 kvadratov smo prišli na 110, torej smo del vrta, ki je bil prej 80 kvadratov zmanjšali, to je za ta deficit 20 kvadratov in absolutno smo pridobili na zimskem vrtu oziroma podaljšek dnevne sobe, otroške sobe in pa spalnice. Kako globoko ste pa pri prenovi zakopali, razkopali in kaj vse je ven letelo? Moram reči, da je bila prenova kar velika, kajti odprli smo oziroma do estriha, vse z estrihom vred. Z estrihom vred? Z vred, ja. Torej zamenjali smo kompletno vse inštalacije, vodovodne, elektro in pa v samem stropu smo skrili vse inštalacije, ker imamo tudi klime vse posod, torej nikjer ni vidno nobenih cevi. Generalna prenova je bila narejena že kar pred nekaj leti in potem po 6 letih pride pa nov klic. Tako je. 6 let nazaj smo začeli. Takrat smo v bistvu naredili vse, razen ene sobice. Ki pa je čakala. Ki pa je čakala na zdajšnji trenutek, tako da ste ravno v tem trenutku tu. Torej gre za otroško sobico. Čarobno, za 2 punčki, zelo mali. In mislim, da nam je uspelo zadovoljiti njune želje oziroma njuna pričakovanja, ker resnično ponuja en drug svet.
Drug svet, ja, to je dobro povedano. Zakaj je tale tapeta po otroški sobi v obliki polkroga? Ja, ste opazili. Gre za to, da so sobice, kot je spalnica in pa predvsem otroška soba, zelo ozke. Ja? Kaj narekuje tloris. In sedaj ga je bilo potrebno čim bolj odpreti. Zanimivo. Če bi celo steno oblekli v to tapeto, bi deloval prostor manjši. Absolutno. Zato smo pa, vse vemo, manj je več. V tem primeru definitivno drži. Zanimivo, da je sedežna garnitura umeščena v center prostora, ne, ni postavljena v kakšno steno. Tako da kaj se tle vzpostavi neke vrste krožni promet ali kako? Ja, to je bil naš namen. Kajti, bom rekla, pri 50 kvadratih dnevnega prostora moramo reči, da to je le velik prostor, ne? Plus kuhinja. In lahko resnično si privoščiš in najdeš različne kotičke. Bralni kotiček, delovni kotiček, ustvarjalni kotiček. Torej, gre za različne spektre. In če vsak v družini najde eno stvar, da jih lahko porazdeliš, mislim, da je to resnično zadetna kombinacija. Mehne otroke imajo, ne? Ja. Pa Bog ve, če najdejo vsak svoj kotiček lahko. Torej, po 6 letih so vas poklicali, ker je bilo treba še otroško sobo na novo prenoviti. Kaj mislite, da bo čez 6 let spet kakšen nov klic, da hoče imeti še hišo? Kdo ve, morda me pa resnično še to čaka. Nikoli ne veš. Bomo še imeli delo v ambientih. Upajmo.